Evo, tle smo na Klancu. Tukaj so leta 1970 snemali film Na Klancu. Po, seveda, romanu Ivana Cankarja. S tem filmom se bo začel letošnji drugomajski festival slovenskih filmov, ki jih vse preredko vidimo. Ob filmu Na Klancu bomo zavrteli še 4 filme. Balado o trobenti in oblaku, eden izmed najboljših slovenskih filmov, kot vemo, je to. Zavrteli bomo Maškarado, najdrznejši, najradikalnejši slovenski film vseh časov. Rdeče klasje, klasiko o slovenskem stalinistu, ki ne ve oziroma pozabi oziroma spregleda, da revolucija vedno preseže svoje cilje in svoje pričakovanja in da žre svoje otroke. In seveda zavrteli bomo Vdovstvo Karoline Žašler. Kdor ni videl Katarine Blum, jo ima tukaj daleč od ponorelega sveta v hiši Kletke. Zdaj, vseh teh filmov, vseh teh 5 slovenskih filmov druži tole. Vsi so zgodbe o tem, kako slovenski sen ne uspe. Kako je Slovenija dežela, v kateri ne moreš uspeti, v kateri je nemogoče uspeti. Dobra popotnica za sodobne čase na vsak način, ampak zdaj, glede na to smo že na Klancu, bi rekel to, ne. Zdaj, vi pričakujete, da so film, ki se dogaja na Vrhniki in okolici, posneli praktično v celoti na Vrhniki. Pa morda par kadrov v kakšnem studiu, Vibinem, takrat v Ljubljani. Ne. Na Vrhniki so posneli zgolj tisto vožnjo kočije, ki je prišla gor po Klancu in je šla tukaj okrog, gor do Šterne. To je bilo vse, kar so posneli. In to so snemali 3 dni, tiste lipicance, kot so mi pravili, tlele, očividci, so tisti dan, tiste dni tako mučili, da to danes ne bi šlo skozi, ampak danes tudi verjetno Maškarada ne bi šla skozi v Sloveniji in tudi Balado o trobenti in oblaku ne bi šla skozi in Rdeče klasje ne bi šlo skozi. Celo morda Vdovstvo Karoline Žašler ne bi šlo skozi. Skratka, časi so se spremenili, filmi, ki bi jih lahko, ki so nastali v socializmu, globokem socializmu, na temni strani meseca, ne, v totalitarizmu, danes v svobodi praktično ne bi mogli biti posneti. Tako da, vabljeni na drugomajski festival slovenskih filmov, ki jih vse preredko vidimo in ki jih danes preko ne bi mogli posneti. Ok, tukaj pri tem vodnjaku se konča tista vožnja po Klancu s kočijo gor in kot sem rekel, to je bilo vse, kar je bilo posneti na Vrhniki. Seveda, kdo vas zanima, kje je bilo posneto ostalo? Na Bledu. Ko sem jaz Vojka Duletiča, režiserja filma Na Klancu, vprašal, kako da ste snemali na Bledu, ne pa na Vrhniki. In rekel, ja, veš, Bled je bolj podoben Vrhniki, kot pa Vrhnika sama sebi. Tako da, to je to.